7. avgusta občina Kranjska Gora praznuje svoj občinski praznik. Na predvečer tega praznika pa je župan občine Kranjska Gora Jani Hrovat podelil zasluženim priznanja Društvu Gorske reševalne službe Kranjska Gora, Janiju Pircu in Brigiti Zajšek iz Mojstrane in pa seveda Franju Potočniku za svoje dosežke, predvsem za vzpone. Njegovo delo je zelo plodovito, pestro, zanimivo, dinamično, kljub njegovim 87 letom. Spoštovane dame, cenjeni gospodje, spoštovane nagrajenke, nagrajenci, častne občanke, občani, sosednji župani, dragi gosti, dober večer in dobrodošli na osrednji slovesnosti ob prazniku občine Kranjska Gora. Sleherno leto se z enim stavkom vrnemo v zgodovino in ponovimo, zakaj sploh slavimo. Slavimo spomin na leto 1895, ko je duhovnik, skladatelj in planinec Jakob Aljaž na parcelo na vrhu Triglava, za katero je odštel en goldinar, dal postaviti pločevinasti stolp. Stolp so postavili 7. avgusta v 5 urah in tako kljubuje času že 127 let. Vredno slovesnosti, kot je današnja. Zato praznujmo. Dear guests from abroad, let me explain to you that Kranjska Gora celebrates on the 7th of August 1895. The famous priest of Dovje, Jakob Aljaž, ordered to build the metal tower on Slovenian highest mountain Triglav, today well known as Aljaž Tower. In order to honor this event, the community of Kranjska Gora celebrates. Each year, the evening before the feast, here on the square in front of the church is reserved for the ceremony with the award giving to community citizens and with cultural program. Dear guests, we are honored with your presence here. Have a nice evening. Ja, imejmo lep večer in za pokušino Manuš. Kje si ljubi?
si ljubi, dajno ljubi, ki si ljubi. Ki si ljubi, dajno ljubi, ki si ljubi, ne te zaspišo ljubi. Hvala, to je bil Manuš in še bodo zveneli. Zdaj pa je čas, da k vzponu na oder in k besedi povabim župana občine Kranjska Gora, Janeza Hrovata. Gospod župan, prosim. Spoštovane občanke, spoštovani občani, dragi gostje, cenjeni vsi ostali visoki gostje, predstavniki sosednjih občin, svetniki občinskega sveta občine Kranjska Gora, predstavniki in zaposleni iz občinske uprave občine Kranjska Gora, posebej pozdravljam naše dva duševna pastirja iz župnij Kranjska Gora in Dovje, ki nas spremljata iz mojega višjega položaja. Pozdravljam seveda tudi naše predstavnike v Ljubljani in sicer državnega sekretarja Mateja Kalama in našo novo poslanko Katarino Štravs. Pozdravljam seveda oba podžupana s soprogami, direktorja komunale, direktorja turizma Kranjska Gora in ne nazadnje vse te, ki ste prispevali k tej zgodbi o uspehu. Posebej tukaj velja omeniti izjemne posameznike, izjemne predstavnike društev, ki so doprinesli, da občina Kranjska Gora nosi zastavo tako v turizmu, gospodarstvu, tako na področju pridobivanja nepovratnih sredstev in seveda marsikaterega drugega področja življenja. To so predstavniki teh organizacij in posamezniki, seveda, na katere smo najbolj ponosni in ki bojo danes tudi dobili svoja zaslužena občinska priznanja in se jim bomo lahko poklonili in jim tudi čestitali. Tudi vsem gledalkam in gledalcem Gorenjske televizije, predvsem pa našim občankam in občanom občine Kranjska Gora želim vesel in seveda zadovoljen praznik. Tako kot ste rekla, praznujemo danes že 127. obletnico postavitve Aljaževega stolpa, ki je bil tudi vzeto za naš občinski praznik in res dogodek, ki je v naših krajih zaznamoval zgodovino. No, uspešno je bilo to leto in ne samo to leto, vseh 8 let, tudi kar ste župan, v letošnjem letu številni projekti in seveda ena večjih investicij pa prav gotovo vrtec v Mojstrani in za njim že igrišče zadaj. Ja, seveda proračun je rekorden, tukaj tudi z vlado in seveda z evropskimi sredstvi dosegamo res neslutene številke, tako da lahko investiramo po celi občini. V bistvu nimamo niti izvajalcev zadovoljivo število ekip, da bi lahko čisto vse tako, kot si želimo, izvedeli, ampak verjamem, da večino zadev bomo.
tudi, tako kot sem že prej omenil, izredno smo zadovoljni z pridobljenimi evropskimi sredstvi letošnjem letu in lanskem letu, ki so presegli 2 milijona evrov in s tem smo kar veliki investicij lahko delno ali v celoti pokrili od vrtca, prizidka, vodohrama, investicije v hudourniške struge in zdaj na koncu smo izredno zadovoljni še teh 8 milijonov nepovratnih sredstev, ki jih je pridobila družba Ski Kranjska Gora, ki bo z svojimi 4 dodatnimi milijoni lastnega kapitala dosegla 12-milijonsko novo investicijo ob 8-milijonski sedajšnji. To pomeni 20 milijonov investicije v žičničarsko infrastrukturo v 3 letih in to mislim, da bo v Sloveniji daleč na prvem mestu in verjamem, da bo to tudi zadostno in razlog za prepričati smučarje, da bojo v Kranjsko Goro v zimski sezoni še naprej tako zvesto zahajali in bomo ostali številka 1. No in seveda ne smeva brez nordijskega prvenstva v letu 2023, ki nas čaka v Planici, le še 198 dni nas loči do tega dogodka. Ja, tako kot kaže semafor tukaj za prireditvenim prostorom, odštevalnik, ki kaže, tako kot ste povedali, 198 dni, pomeni, da se bo ta največji v bistvu dogodek, športni dogodek v Sloveniji v zadnjem času dogodil v februarju in da bo, upajmo, tudi uspešno speljanje se kar v bistvu majčkeno bojim kakšnih nepredvidenih dogodkov, ampak poglejte, bodimo optimisti, verjamemo, da se tudi ta vojna v Ukrajini počasi ustavi, da se topovi ohladijo, da se začne diplomacija, da se tudi COVID zvodeni in da bo ta prvenstvo res prvenstvo vseh športnikov, enakovredno prvenstvo in velik dogodek za obiskovalce, seveda tudi za občanke in občane občine Kranjska Gora, ki so kot organizatorji na vsakem koraku tudi vpeti v ta res veličasten dogodek, ki nas čaka. Hvala. Iskrene čestitke in hvala lepa. Hvala.
Ja, še pridejo. V resnici pa imajo tudi tokrat poglavitno vlogo letošnji nagrajenci občine Kranjska Gora. V slogu 3 glava bo župan podelil 3 priznanja občine Kranjska Gora. Gospod župan, pred vami je nadvse prijetno opravilo, prosim. In seveda na oder vabim tudi že prvega nagrajenca. To je Franc Potočnik. Franc Potočnik Franjo. V mladosti se je ukvarjal s smučarijo. Bil je mladinski reprezentant v smučarskem teku. Pri vojakih je v družbi nekdanjih reprezentančnih kolegov postal armijski prvak. 18 let je bil trener mojstranškega smučarskega kluba, v katerem sta dozorela tudi 2 olimpijca. Sodeloval je na evropskih prvenstvih železničarjev kot tekač ali trener v Švici, na Norveškem, na Finskem in v Rusiji. Leta 1962 je postal član atletskega kluba Žak Ljubljana, s katerim je nastopal kot tekač na dolge proge in v hitri hoji, kasneje tudi kot trener. Vidnejši ekipni rezultati. Tek ob žici 25 km, prvo mesto, 2krat drugo in 3. mesto. V hitri hoji na republiškem prvenstvu na 20 km, 2krat drugo, na državnem prvenstvu 3. mesto na 20 km. Na predlog profesorja Dordonija iz Milana, olimpijskega prvaka v hitri hoji na 50 km, je postal selektor jugoslovanske reprezentance. Leta 1966 se je kot trener za hitro hojo udeležil balkanskih atletskih iger v Atenah. Leta 2000 je za svojo 65-letnico rojstva s humanitarno noto za jeseniško bolnišnico upravil 366 vzponov na Triglav v 278 dneh. Včasih je dosegel vrh Triglava. Ja, to pomeni, da je včasih dosegel vrh Triglava večkrat v enem dnevu. 1000 vzpon je bil pri 80. Še vedno ga lahko srečamo na poteh k Aljaževemu stolpu, ki ga je s prijatelji Triglava tudi sam pomagal pomlajevati, da je lažje kljuboval zobu časa. To pa še ni vse. K vsej dejavnosti dodajmo še prepevanje v pevskem zboru, nekaj nastopov na odrskih deskah, kitara. Pisal je besedila za pesmi, ki so 2krat zvenela na festivalu v Števarjanu in 3krat na ptujskem festivalu domače glasbe. Franjo je človek številnih talentov. Ustvarjal je skulpture, med njegovimi hobiji so se znašli umetno kovaštvo, streljanje z zračno in malokalibrsko puško, slikarstvo, fotografiranje. Da bo mera polna, dodajmo, da piše pesmi in aforizme. V rokopisu ima 2500 kitic in 400 aforizmov, za katere načrtuje knjižno izdajo. Besede lahkotno preliva v verze, z besednjakom kuje rime. Posebej v času pandemije je s svojimi pesmimi pritegnil pozornost občinstva. Brez dlake na jeziku je opisal spremembe v načinu življenja posameznika ter družbe nasploh. Takole pravi: če po meni se boš ravnal, boš še dolgo grča ostal. Srce miru ne da, želel zleteti, tja gor v skalni svet, v tišino ujet. Ja, to je Franjo, Franjo Potočnik. Ja, resnično Franjo, človek tisočerih talentov in tisočerih energij, preseneča iz dneva v dan, leta mu ne pridejo blizu in ponosen sem, da imamo take kerlce, take korenine v naših krajih, ki nesejo ime Kranjske Gore, Mojstrane in krajev, tako kot včasih Jakob Aljaž, daleč preko gora v daljne kraje. In iskreno čestitam Franjo za vse, so bila pa zmenjena, ker ima toliko talentov, da bi bil najboljši talent zdajle njegov, tisti zdaj iz korone, mogoče v parih kiticah,
obrazložen in jaz verjamem, da tako lepo, kot mu gre in hitro od rok pisanje, tako lepo in vse ima v glav pošlihtan, tako da čist skoraj vse, kar je napisal, je sposoben in si je zapomnil, tako da lahko tudi zdaj pove. Jaz upam, da bo povedal par kic. Ja, res, kar nekaj je v spominu, ampak od virusa se pa res ne spomnim, čeprav sem jih napisal, kaj vem. En čas je bil obdobje, da sem vsaj vsak dan eno napisal, enih 3 do 5 kitic. Ampak, ker je virus zamrl, pa jaz tudi tis nisem ponavljal, ampak lahko kjero čist povem. Namreč, že v tistih sem letih, ko vse te boli, sploh na vasi, na kmetih, so temne moči. Ko ni svet za rabo, izve cela vas, se potisne v pozabo, nis niti za špas. Le jajca iz gnezduhka še pobiram. Ko kuhaš se šnops, ogenj doziram. Urnik, večino po svoje kreiram, se delo v kuhinji povsem izogibam, ker moja neža nenehno štenkar, da od pijače sem skrivljen in slab gospodar. Le kdo bi poslušal to vavenco staro, vedno firčno, čemerno, nergavo, čez mene odriha se obnaša bahavo, no tudi če jo pogledaš, ima bolj revno postavo in ko mi zna ločet med bikom in kravo, vam povem, takoj bi jo zamenil za ohranjeno garo. Iskrene čestitke. Gospod Franjo, ne me še pobegant, dajte mi povedati, kdaj ste bil nazadnje na Triglavu. Lansko let sem bil 3-krat, letos pa kaj vem, malo vročina, dren, se bom še šel. Septembra se začne, ki manj ljudi pa tako. Ja, 87 bo, v kratkem. Franjo Potočnik, v obrazložitvi smo slišali, vaše življenje je zelo pestro, plodovito, uspešno. In če bi se dotaknila vsega tega, kar smo slišali, kaj izmed tega vam je bilo najljubše? Je to stati na vrhu Triglava, Aljažev stolp? Ja, to je samo ena od mnogih stvari. Namreč jaz imam toliko hobijev, tako da sem kar malo raztrgan, občasno. Ampak zdaj na stara leta pa največ, kar pišem, pa hodim. Prej je bilo pa tega še različnih stvari. Tudi vsi športi me zanimajo. Čeprav nisem sam sodeloval v različnih športih, ampak angažiran sem pa bil zelo. Seveda, ste imel tudi uspešno športno kariero, kaj ne? Ja, tako bi bilo. Namreč jaz sem na kmete gor rasel in jaz enostavno nisem imel časa za trening. Jaz sem samo na tekme hodil. In v 10 dneh sem prvič smuče so mi namontirali na tečaju, sem prišel v reprezentanco pri 19 letih in niso mogli verjeti. Ampak to so talenti, zato sem pa jaz prevzel, ko sem nehal sam teči, da sem vzgajal mlade. Na 18 let sem bil trener, pa tudi 2 sem do olimpijade spravil. Ker sem razmišljal o tem, koliko je takih talentov, kakor jaz, ampak neodkritih, ali pa možnosti niso imeli. No, kot ste rekli, letos še na Triglav niste bil, ampak niste še rekel zadnje besede, septembra se ponovno povzpnete. Ja, september, oktober, če napade, to so najlepši meseci za hribe. Barva, to je taka barvitost. Tudi vidiš, žival pride, k ni več tistega džumbusa, po domač povedan, ljudi in se vrača tudi gamsi,
druge stvari, na pota v bližino, drugače pa to vse omahne. In največ pa jaz hodim po noč, štartam, tako da se izognem ploham. Jaz sem ponavadi opoldan doma, ne. Iskrene čestitke ob tem priznanju in še veliko vzponov na vrhu Triglava. Hvala lepa. Priznanje občine Kranjska Gora prejmeta Brigita Pirc in Jani Zajšek. Na Mojstranškem smučišču so začela smučati velika imena slovenskega smučanja. Jure Košir, Alenka Dovžan, Aleš Brezavšček, Uroš Pavlovčič, Urška Rabič. V mladi generaciji se jim pridružuje Bor Pavlovčič. Smučišča je vaščanom blizu. Cenovno zelo ugodna smuka je dostopna vsem, ki želijo smučati. Vsako zimo je žičnica postala središče vasi, kjer se je odvijala športna in družabna dejavnost, športni dnevi, društvene, GRS in vaške tekme, pustovanje in mnogo drugega. Jani in Brigita sta žičnico upravljala zadnjih 20 let, preden jo je odkupilo podjetje Altema d.o.o. Skrbela sta za brezhibno delovanje naprav in za vso potrebno strojno opremo. Trudila sta se z izdelavo umetnega snega, zagotavljala odprtje bara pod žičnico in prirejala dogodke, ki so povezovali domačine in obiskovalce. S tem sta odigrala ključno vlogo, da se je žičnica Mojstrana v nasprotju s številnimi manjšimi žičnicami v bližini ohranila. Svojo požrtvovalnostjo in ljubeznijo do vasi pod Triglavom sta omogočila številnim generacijam otrok, da so lahko po zmerni ceni na smučeh preživljali zimske dni in sta tako ohranila dolgoletno tradicijo smučanja v Mojstrani, s katero bo prav po njuni zaslugi lahko nemotoma nadaljeval novi lastnik smučišča Mojstrana. Brigita in Jani sta tudi dolgoletna člana turističnega društva Dovje Mojstrana, ki kljub vsem obremenitvam pri delu v turizmu vedno priskočita na pomoč pri dogodkih tekom celega leta ali pa pri brezplačnih prevozih, kadar gre za skupno dobro in razvoj naših krajev. Jani in Brigita sta lahko zgled marsikomu v bližnji in širši okolici. Zato nagrada. Iskrene čestitke. Ja, veliko povedanega, veliko lepih stvari, veliko dela in znoja prelitega v razvoj domačih krajev. In tukaj moram priznati, da tudi jaz pred 8 leti, ko sem nastopil svojo župansko funkcijo, večkrat presenečen kot ne, ampak tudi svojo konstruktivno, pogosto kritiko sta me marsikdaj spravila na pravo pot, mogoče majčkom drugače, kot sem si zastavil, ampak glejte, tudi kritika je včasih dobra, če je konstruktivna, tako da iskrene čestitke tudi za koncama, seveda, Zajšek. Brigita in Jani, hvaležni so mnogi, še zlasti Mojstrančani in Dovžani. In kdo je glavni, ko sta pri besedi? Ja, doma je ta glavna Brigita, če pa tako moram pa ponovati jaz to prevzeti. No. Jaz sem mislil, da me ne bo nič treba povedati, da boste samo ploskali, pa da je to. Ampak zdaj, če že moram nekaj povedati. Je tako, takrat leta 2003 najbrž, če pokojni Dolšek te žičnice ne bi kupil, bi najbrž šla po poti Martuljka, bi jo najbrž podarili pa to. Tako smo pa mi leta 2003 skupaj z njemu plunali roke. Pač malo je bila zanemarjena ta žičnica, pa let že ni laufala. Zrihtali smo takrat zasneževanje, sicer ta je zdaj že malo zastarel, ampak za tiste čase je bil. Zrihtali smo samo žičnico, samo smučišče, tudi to javno razsvetljavo, da je bila možna nočna smuka. Tako no, v glavnem
matrali smo se, vlagali skozi vsa leta, zime veste, kakšne so bile. Brez umetnega zasneževanja ni šlo. Po nekaj letih se je pač tudi pojavil interes občine, ali kako naj to rečem. Glavno je tudi občina pristopila k temu, pač takrat po zaslugi Branke, Grega pa Koširja, da so prepričali takratnega župana, da bi tudi v mojstrško vlečnico nekaj vlagal. To tradicijo je tudi ta zdajšnji župan nadaljeval, tako da se moram tudi občin zahvaliti. Nam je res pomagala ena občina, pa tudi pač prijatelji so nam pomagali veliko, tudi turistično društvo. Tako no, borili smo se, toliko da smo prišli do tega, zdaj da vlečnica je kakor toliko dobrem stanju, če jo bo novi lastnik naprej pelal, pa če jo bo še malo posodobil, tako kot je rekel. Jaz mislim, da se ne treba bati za smučarijo v moji strani. Pa seveda še enkrat moram pohvaliti tudi župana, kar se tiče teh vozovnic za osnovnošolske otroke pa dijake. Pač tisti, ki ne veste, da pojasnim, da imajo vsi ti otroci brezplačne karte za Kranjsko Goro in Mojstrano, kar mislim, da fejst pripomore k temu, da otroci kar naprej smučajo, pa da bomo mogoče tudi kakšnega tekmovalca dobili. Na koncu bi se še enkrat vsem zahvalil, kakor ste mi v teh 17 sezonah pomagali, pa ste me spodbujali. Hvala lepa. Brigita Pirc in Jani Zajšek, skupno sta dobila nocoj priznanje za 20 let uspešnega dela na mojstranskih žičnicah, ki ste jih obstela obvarovati v 20 letih. Kako se spominjata začetka, Jani? Ja, začetki so bili bolj tako, bi rekel, težki, ampak nekaj zadovoljstvo, mlajša so bila. Ne vem, imela so zadovoljstvo, da bomo probala to žičnico rešiti. Seveda je bilo to s pomočjo pokojnega Božidarja Andolška, Dolenca, kakor je to žičnico kupil in jo je pa v bistvu tudi nama dal v upravljanje, se niti ni vtikal v to, zmeraj je govoril, vidva vodita to po svoje, tako da bo laufal, tako da bo ta preživela, da bo tako karkoli. Tako da, borba je bila, no, skozi je bila borba od začetka, pač te zime so nam malo nagajale, snega ni bilo, ampak je pa, ne vem, no, zdaj, če se spomnim na vse te noči, kakor sem jih prebedil tam na žičanc, ne vem, no, in zadovoljstvo je pa vseeno. Otroci smučajo, žičanca je v dosti dobrem stanju, zdaj smo jo pustili, tako da je eno zadovoljstvo, čeprav, če se pa malo bolj spomniš nazaj, pa bilo res garanje, pa veliko neprespano. Obenem pa tudi pohvala županu občine Kranjska Gora, Janiju Hrovatu, da je dal denar, da lahko smučajo tudi tisti, ki sicer ne bi mogli. Ja, seveda, to je vsekakor. S to gesto, kakor je naredil, v bistvu ne samo za mojstranške otroke, tudi za kranjskogorske, to je res, bi rekel, ne taka super ideja. Zdaj on prav, sicer da jo je to pobral nek v Avstriji, Italiji, kakorkoli, to nima veze. V glavnem, to je res s temu fejst nazaj vrnil smučanje otrokom, koliko smo ga mi včasih imeli, v bistvu pa ga niso imeli nekaj časa, no, tako da zdaj pa to vsem dostopen, noben ne more reči, da ne more smučati, res. Vsa čast, pa tudi, kar je nam pomagal, pač da kupim topov, tudi prejšnji župan, Jure Žerjav, ki s tem začel, oba moram pohvaliti, no, kar se tega tiče. So nam nekaj pomagali, tako da vsaka pomoč je pa dobrodošla. Veliko truda, energije in volje, kaj ne, Brigita, je bilo potrebno vloženega v vseh teh 20 letih. Ja, res je.
Vidva pa sta aktivna tudi v turističnem društvu Dol je Mojstrana in zato za 20 let dela na žičnicah in za uspešno delo v turističnem društvu, pa verjetno bosta nadaljevala še naprej tole današnje priznanje. Kaj to za vaju pomeni? Sam priznanje tako, da tudi, ne vem, kdo zna ceniti ta del, kakor ga v bistvu vlagava. Je pa tako, mi dva tako hočemo nekako malo turizma živeti. Prej sva že mislila, da bi prej živela malo, glede samega smučišča, ampak to ni šlo. No. Tam se ni šlo. Zdaj imamo pa tudi doma apartmaje, imamo sobe. Nekaj tako in del denarja se zasluži s turizmom, zato je tudi treba, jaz mislim, nekaj vrniti. Zato z veseljem, karkoli se v Mojstrani dogaja, probamo pomagati, probamo sodelovati s temu. Naj povem, da tudi, ne vem, ta zadnjih 10 let sem tudi tekaško progo zmeraj brezplačno vlekel, sem jo vzdrževal. Pa ne zdaj to, da mi občina ni hotela plačati. Občina me je skozi, v bistvu Turizem Kranjska Gora me je skozi, da naj stavim račun, da to, ampak ne, to je bil moj tak doprinos, ker če nekaj dobiš, moraš tudi nekaj nazaj dati. Sta pa ponosna, da vaju je lokalna skupnost opazila oziroma vaju nagradila in iskrene čestitke tudi v imenu gledalk in gledalcev Gorenjske televizije. Hvala lepa, vsem. Takole stopnjujemo število nagrajencev. Gospod Franjo je imel svoj solo, Brigita in Jani duet, zdaj bo pa župan nagradil v eni potezi skoraj 50 zaslužnih. Priznanje namreč prejme Društvo Gorska reševalna služba Kranjska Gora. Priznanje bo prevzel Aleš Robič. Gorski reševalci Društva GRS Kranjska Gora nadaljujejo tradicijo lokalnih zanesenjakov, ki so leta 1912 v gostilni Pri Vrbaniju, kasneje hotel Razor, ustanovili prvo rešilno postajo. Rešilna postaja je bila ustanovljena v okviru Slovenskega planinskega društva, delo v njej pa so upravljali številni gorski vodniki, nosači ter domačini iz celotne Gornjesavske doline. Razvoj reševalne dejavnosti se je še bolj aktivno začel po končani prvi svetovni vojni. V obdobju do druge svetovne vojne je prišlo do organizacijskih sprememb z ustanovljenim zaupništvom na Jesenicah. Druga svetovna vojna je ponovno zaustavila aktivnosti na področju gorskega reševanja. Aktivnosti so se obudile kmalu po vojni, ko se je spet začel trend povečevanja obiska gora in plezanja alpinističnih smeri. V tem obdobju se je Slovensko planinsko društvo preimenovalo v Planinsko društvo Slovenije oziroma nekoliko kasneje še v Planinsko zvezo Slovenije. V okviru teh reform se je preimenovala tudi območna organizacija SPD v Planinsko društvo Kranjska Gora. Velik mejnik za razvoj gorskega reševanja nasploh, kakor tudi na lokalnem nivoju je imela tragična nesreča 5 mladih plezalcev v Špiku leta 1952. Medijski odzivi na dogodke pri reševanju so povzročili nejevoljo gornjesavskih gorskih reševalcev, marsikateri pa so celo izstopili. Nesreča je bila impuls za ustanovitev komisije za gorsko reševanje pri Planinski zvezi Slovenije. Ta je skrbela za organizacijsko dejavnost gorskega reševanja, nosilke izvajanja reševanja pa so postale postaje v okviru planinskih društev. Ena izmed 17 postaj je bila tudi postaja GRS Kranjska Gora. Glede na sorazmerno velik teritorij pa se glavnina nesreč zgodi na območju Vršiča, Mojstrovka, Prisank, Sleme, nekaj na območju Špika in Martuljških slapov ter Vitranca in Male Pišnice. Ne glede na visoke in zahtevne stene gora so alpinistične nesreče dokaj redke, kadar pa se le te zgodijo, so intervencije izredno zahtevne. Če so gorski reševalci v pionirskih časih doktorja Demšarja in doktorja Tičarja pomagali največkrat domačim raziskovalcem nekoristnega sveta, pa se danes v polovici intervencij nudi pomoč tujim državljanom. Tako kot skozi leta raste število intervencij, pa se postopno veča tudi število administrativnih obveznosti. To je bil tudi razlog, da so kranjskogorski gorski reševalci ob koncu leta 2019 ustanovili samostojno društvo Gorska reševalna služba Kranjska Gora
in nam prenesli vso dejavnost, ki so jo predtem opravljali v imenu Planinskega društva Kranjska Gora. Glavna dejavnost je seveda izvedba reševanja v gorskem ali drugem nedostopnem svetu. Trend števila intervencij se v zadnjih letih močno povečuje in doseže tudi 40 intervencij letno. Društvo šteje 45 članov, intervencij pa se udeležuje 28 gorskih reševalcev. Od tega 4 inštruktorji, 3 reševalci letalci in 3 zdravniki. Da se vse intervencije izvedejo skladno s pričakovanji, je potrebno redno usposabljanje na društveni in zvezni ravni. Člani društva poskušajo s preventivnimi akcijami izboljšati varnost turistov in gornikov. Znanje prve pomoči in reševalnih tehnik unovčijo z dežuranji na športnih prireditvah v kraju, s katerimi si potem izboljšajo finančno-materialne pogoje za delovanje društva. Poleg opisanih aktivnosti pa člani redno skrbijo za dobre odnose s sosednjimi društvi, s katerimi v primeru potrebe opravijo najbolj zahtevne intervencije na področju občine Kranjska Gora. Gorsko reševanje je namreč timsko delo, kar se najbolj pokaže v takih intervencijah. Za konec lahko rečemo, da je delovanje društva in opisanih aktivnosti povsem skladno z misijo alpinista Mihe Ariha, ki je nekoč dejal takole: zarjaveli bodo klini, stopi in oprimki se bodo ukrušili, nekaj pa bo ostalo, večno prijateljstvo z gora. Torej, gorsko reševanje je timsko delo, timska je tudi tale nagrada oziroma priznanje, ki jo podeljuje župan, prejme pa oziroma prevzema pa Aleš Robič. Spoštovane občanke, spoštovani občani, cenjeni gostje, tako kot je bil pomembna oseba in lik Jakoba Aljaža v naših gorah, tako v nadaljevanju od leta 1912 postane pomembna tudi Gorska reševalna zveza in tudi to, da je bila ustanovljena v hotelu Razor, nekdanjemu Urbanijevemu hotelu, kaže, da je Kranjska Gora že tiste čase nosila zastavo gorskega reševanja, turizma, vodništva in nasploh planinstva v teh krajih, še pod skupno Avstrijo, ampak ne glede na vse z veliko slovensko narodno zavestjo. Tukaj tudi občina Kranjska Gora, tako kot že Avstrija, pa Kraljevina, pa socialistična Jugoslavija in seveda zdaj v Sloveniji občina Kranjska Gora resnično podpira, se zaveda obstoja, pomena in humanitarne note, ki jo Gorska reševalna postaja Kranjska Gora, ki skupaj z še 2 Ratečemi in Mojstrano tvorijo v bistvu trojček gorske reševalne službe v naši občini, najbrž najmočnejša v Sloveniji, in zato jim občina tudi stoji ob strani. Prav letos za intermezzo, naj povem, imamo namenjenih okrog 25.000 evrov za nove motorne sani, s katerim bodo reševalci lažje dostopali v zimskih razmerah do točk, če helikopter ne more priti do reševanja. Tako da čestitke v mojem imenu Alešu Robiču, enem najbolj izkušenih gorskih reševalcev v Kranjski Gori, ker načelnik Miha Noč mislim, da nima cajta, kot so sporočali. Hvala, čestitam. Morda samo utrinek bo v imenu GRS tima tole vredno spomina, ja? Hvala lepa za priznanje. Gorski reševalci čutimo povezano z občino, sodelujemo, tako da smo veseli tega priznanja za mogoče en napotek v naših gorah,
se naredi preveč nepotrebnih nesreč. In da bi se temu izognili, ni treba prav veliko. Gore zaslužijo naše spoštovanje. Zato v gore hodimo s spoštovanjem, gore spoštovanje zaslužijo in ga tudi zahtevajo. Hvala lepa. Aleš Robič, Društvo Gorske reševalne službe Kranjska Gora letos dobiva priznanje tukaj na trgu na Gorici in seveda nedaleč stran od tu je bila v hotelu Razor, nekdanjem hotelu, leta 1912 ustanovljena Društvo Gorske reševalne službe. Tako je, to pomeni, da letos praznujemo 110. obletnico in v okviru našega praznovanja smo veseli tudi priznanja lokalne skupnosti, v kateri uživamo po našem mnenju določeno mero ugleda in spoštovanja, tako da smo tega priznanja posebno veseli. Kako se spominjate vašega reševanja v gorah v začetku? Veste, veliko se ni spremenilo. Res je veliko več tehnike, na pomoč prihajajo vse modernejše pripomočki, helikopterji, sanke, vse mogoče, ampak po noči v slabem vremenu je pa situacija precej podobna, veliko truda, nevarnosti in težkega dela. No, tu vam je verjetno velik pripomoček, oprema se je spremenila od reševanja s helikopterjem in tudi nocoj vam je župan obljubil, da dobite, če ne morete s helikopterjem na reševanje, sani. To je en pripomoček, na katerega računamo predvsem v prihajajočem svetovnem prvenstvu v Planici. Na progah tekaških bodo te sanke veliko pripomogle k uspešnim intervencijam, tako da smo sani zelo veseli. Predno vam čestitam, pa še en apel vsem tistim, ki letijo v gore, kot slišimo, pa dan na dan večkrat leti helikopter na reševanje in verjetno vi tudi na klasično reševanje. Ja, z vrhuncem turistične sezone je reševanj potrebnih in nepotrebnih zmeraj več, tako da, kot že mnogokrat, v gore s pametjo, dovolj zgodaj, izogibajte se vročine, lotevajte se pohodov, ki ste jim kos. Kakor sem pa že rekel, gore zaslužijo naše spoštovanje, ga pa tudi zahtevajo. Pravijo pa, da gora ni nora, nor je tisti, ki gre gor, ne? Ja, predvsem tisti gre nepripravljen gor. Pomembna je oprema, posebno to. Danes oprema sploh ni več problematična. Na trgu je opreme, problem je, ker je ljudje ne uporabljajo ali pa je ne znajo uporabljati. V gore hodi zmeraj več ljudi, ki niso po duši hribovci, ki grejo zaradi selfija, da se prikažejo na družabnih omrežjih in s temi imamo največ slabih izkušenj. In zaradi selfija se velikokrat pripeti tudi nesreča. Nažalost, ja. Iskrene čestitke vsem skupaj, ki rešujete življenja, vsem tistim, ki hodijo v gore. Hvala lepa. Ja, v znak, da vaše delo, spoštovani prejemniki priznanj, ni bilo za manj, iskrene čestitke.